Ta ponedeljek je potekala tudi redna skupščina delniške družbe Goričane. Delničarji so se med drugim seznanili s podatkom, da je imela papirnica v lanskem letu bilančno izgubo v višini 857 tisoč evrov. Pred dobrim letom dni so bili podatki povsem drugačni, saj je papirnica izkazovala dobrih 5 milijonov evrov, seveda bilančnega dobička za leto 2017. In ker je direktor papirnice Goričane in hkrati večinski lastnik Andraž Stegu že takrat navedel, da se dividende ne bodo izplačevale vse do leta 2022, je Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ga vodi Kristjan Verbič, takrat nanj in na njegovi dve družbi, Papigor in Papirus, naslovilo zahtevo za izstop malih delničarjev po čim višji ceni za delnico oziroma po primerni denarni odpravnini. Letos je zahtevo ponovil. Spomnimo, direktor papirnice Goričane in hkrati večinski lastnik Andraž Stegu je lansko leto kljub bilančnemu dobičku navedel, da se dividende ne bodo izplačevale vse do leta 2022. Kot razlog pa je navedel dogovor o prestrukturiranju z bankami, upnicami in družbo za upravljanje terjatev bank. Zato je Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ga vodi Kristjan Verbič, takrat nanj in na njegovi dve družbi, Papigor in Papirus, naslovilo zahtevo za izstop malih delničarjev po čim višji ceni za delnico oziroma po primerni denarni odpravnini. Slednji so ponudili 15 evrov za posamezno delnico, kar so v združenju, kot je že konec decembra za našo televizijo dejal Verbič, po temeljitem premisleku in preučitvi zavrnili kot prenizko ponudbo. Hkrati je že takrat opozoril tudi na dejstvo, da ima tretjina malih delničarjev svoje vrednostne papirje sedaj dejansko že na ukinjenih registrskih računih pri klirinško-depotni družbi. Na ponedeljkovi skupščini je zahtevo za izstop malih delničarjev ponovil. V tem momentu bi bilo seveda neprimerno podajati kakršnokoli ceno, kajti to je predmet pogajanj. In na sami skupščini sem prejel zagotovilo, da bo v prihodnjih 15 dneh podana tudi nova ponudba. Pri tem sem apeliral, da naj bo vendarle ta ponudba ustrezna in poštena oziroma predstavlja boljše izhodišče za pogovore o izstopu manjšinskih delničarjev iz družbe kot pa prejšnja ponudba. Ta je bila tudi tokrat uradno vložena, hkrati pa na skupščini prejeto zagotovilo neposredno gospoda Steguja, da bo brez nadaljnega v 15 dneh podal ponudbo in da bo skušal seveda upoštevati tudi apel, ki sem ga podal na skupščini. Glede na to, da je papirnica Goričane iz 5 milijonov evrov bilančnega dobička v letu dni pristala na 875 tisoč evrih bilančnega minusa, je Verbič glasoval tudi proti razrešnici upravi in nadzornemu svetu, pa tudi proti imenovanju oziroma podaljšanju mandata nadzornega sveta in v delu sklepa napovedal tudi spodbijanje le-tega. Namreč ni v skladu z zakonom, da bi se kar po avtomatizmu podaljševalo mandat in seveda tudi potrjevalo le-tega za nazaj, kot je predvideval skupščinski sklep, kakršen je bil tudi sprejet, seveda glede na to, da ga je večinski lastnik, ki ima 97% v družbi, potrdil in sprejel. V imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev pa sem napovedal izpodbijanje takšnega sklepa, tudi v kontekstu naših prizadevanj, da vendarle pridemo do dogovora možnosti za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe. Kajti še enkrat, naš interes bi seveda bil, da 90 delničarjev, kolikor v družbi jih še je, torej malih delničarjev, v družbi tudi ostane, kolikor bi imeli z naslova svoje naložbe donos. Glede na to, da ni pričakovati dividend tudi ne v prihodnem obdobju, da je vselej znova navedena družba za upravljanje terjatev bank, torej tako imenovana slaba banka DUTB, kot tisti ključni akter, ki ne dopušča niti delitve dividend, ki ne dopušča niti boljše ponudbe za izstop manjšinskih delničarjev, sem ob tem izrazil ogorčenje. Namreč DUTB ni delničar družbe in zaradi tega seveda ne more imeti tovrstne vloge, kot je vselej znova predstavljena. Meni torej, da tako imenovana slaba banka ne bi smela imeti tolikšne vloge, kot jo ima, predvsem v tem odnosu do manjšinskih delničarjev. Tem pa še vedno velja vključitev v njihov program delniška opora. Ponovno je bila vložena zahteva,
tokrat formalno tudi za vse tiste, ki so se preko združenja že vključili, in teh delničarjev je zdaj pa že precej, blizu 30 oziroma preko 30 v tem momentu jih je vključenih v naš sporazum, in vse te delnice so seveda tudi hkrati predmet zahteve za izstop iz družbe. Vsekakor bomo tiste, ki se bodo v kratkem vključili tudi v tovrstna prizadevanja in pogajanja, hkrati pa seveda je pri tem vendarle velja povabilo, apel delničarjem, naj se čim prej vključijo v naše postopke, kajti ko bojo enkrat eventualno ti sklenjeni, pripeljani v fazo realizacije, torej bodisi izstopa iz družbe po sodni poti, bodisi dogovora o odkupu oziroma o prodaji svežnja delnic manjšinskih delničarjev, bo seveda prepozno, da bi se priključili tudi še takrat. V prihodnji informativni oddaji pa še nekaj več o programu Delniška opora pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev, ki v teh dneh beleži prve 3 leta delovanja. O vseh ostalih temah na včerajšnji seji sveta v prihodnjih oddajah. V prejšnji informativni oddaji smo poročali, da mora Nadškofija Ljubljana po pravnomočni sodbi vrhovnih sodnikov plačati direktorju goričanske papirnice in njegovi družbi Papirus 1,5 milijona evrov, kolikor jih je ta plačal po sodbi višjega sodišča. Pred 5 leti je namreč Nadškofija vložila tožbo, ker ji Papirus, ki je pred 15 leti s pogodbo postal lastnik 11% papirnice, ni poravnal vseh obrokov. Prvostopenjsko sodišče je tožbo Nadškofije zavrnilo, višje sodišče pa je direktorju Steguju naložilo plačilo. Ekonom Nadškofijske gospodarske uprave Blaž Gregorc nas je pri vprašanju, ali je Nadškofija Ljubljana po odločitvi vrhovnih sodnikov vrnila direktorju papirnice Goričane Andražu Steguju 1,5 milijona evrov, preusmeril na prokurista gospodarske družbe v lasti Nadškofije Metropolitane Petra Sušnika, ki to funkcijo opravlja od maja letos. Peter Sušnik je razložil, da Nadškofija spoštuje odločbe sodišč in da, ker je sodba pravnomočna, ne vidi zadržkov, da denar ni nakazan. Na izrecno vprašanje, ali je bil denar vrnjen, pa ni vedel, ali so roki za plačilo že potekli in ali je bil znesek dejansko nakazan. Na vprašanje, ali se je v zvezi z lastninjenjem papirnice Nadškofija pritožila na ustavno sodišče, kot je to napovedovala za medije pred 2 mesecema, je Peter Sušnik odgovoril, da se Nadškofija v zvezi s tem primerom še ni pritožila, ker je to precej dolgotrajen postopek. Kot je še poudaril, si bolj kot pritoževanje in angažiranje odvetnikov cerkvena stran želi, kot dober gospodar, skleniti novo pogodbo, doseči dogovor s Stegujem tudi v vseh drugih postopkih in enkrat za vselej razkaditi vso to meglo. To bi bilo racionalno tako zanj kot tudi za upnike, ki imajo visoke terjatve, je prepričan Sušnik. Ponovil je, da si Nadškofija želi bodisi sodno, bodisi izvensodno poravnavo in končno zgladiti spore. Kot je še poudaril Sušnik, je bil Andraž Stegu večkrat uradno in neuradno povabljen na sestanek za ureditev razmer in na zadnjem od teh, februarja letos, naj bi bili tako blizu poravnavi kot še nikoli doslej. Nato pa naj bi se Stegu za skoraj 8 mesecev zavil v molk. Tako nimamo nikogar, s komer bi se pogovarjali, je za našo televizijo še dejal prokurist Metropolitane Peter Sušnik.